Kaj je, me boš na kremšnito pelala? Pa sem dobro rekel? Dobro si rekel, Kaj dobro rekel? Kaj si rekel? Jaz točno vem, če se veselim, Povej, da me zaročiš. ona se veseli za roke. Pa, kad žena ima usitna rata, no mož sigurno ne. Iskanje ljubezni. Ali bi se naši pari našli in zaljubili tudi, če bi se srečali danes? Kaj je mit o ljubezni, v katerega ne verjamejo? In kaj bi svetovali tistim, ki ljubezen še vedno iščejo? Ko pa gledam njegove slike iz mladosti, bi se pa definitivno zaljubljal njega takrat. No. Tako da... Ko so gledala slike, ne? Alenka je izgledala tako nevarno. Alenka je v resnici izgledala usodno. Ne? Jaz ne vem, če bi si upal, biti z njo. Ne vem, če bi imel jajca, ne vem, če bi si upal. Prepričana sem, da danes življenje ni toliko drugačno, kot je bilo včasih, kar se tiče odnosov. So okoliščine druge, v marsikšnem oziru, a ne? Ampak prav te odnosi med ljudmi pa mislim, da niso nič kaj dosti drugačni. Ja, in te vrednote, ki jih želi človek živeti, so tudi take večne, bi rekel. No, Ja, večne, ja, tako. Da če se tega držiš, pa najdeš tako dušo primerno. Ja. Ja, tako. Jaz iskreno ful verjamem in v manifestacije in v to, da pač se ti zgodijo stvari z razlogom in v to, da privlačiš take ljudi, kakor imaš ti sam energijo. Tako da mislim, da ko si ti zadovoljen sam s sabo in si na točki v življenju, ko si pripravljen na partnerja, bo prišel pravi partner. A ne smete biti partner vse, a ne? Ne sme biti, to sem jaz, recimo moja prva punca, ona je bila moj svet, ona je bila moj vse. In to je bil problem. Ti si svoj človek, ti moraš imeti svoje življenje, ti moraš imeti svoj posel, svoje razmišljanje. Ne smeš potem, kad dobiš partnerja, samo to obstajaš v tvojemu svetu. Ne. Partner je del tvojega življenja. Definitivno, da nikoli ni prepozno. Da tudi, če si ločena ženska, imaš 2 otroka, si šla čez 40, mogoče tudi čez 50, tako je fino enkrat, ko lahko si toliko sproščen, da srce odpreš. Da enkrat tako rečeš, da si to, kar si, da si dovolj. To se mi zdi tako zelo pomembno. In da res je ljubezen vse povsod. In da jo lahko srečaš kjerkoli. Samo moraš biti pripravljen na to. Moraš si želeti, moraš imeti to energijo, ki privlači druga. Ampak ta energija ni nič posebnega, kot samo, da si samo sproščen v tem, kakšen si in kdo si. Jaz sem recimo, samo s tem, ker sem bil pristen in tudi do otrok pristen, pa tudi do Alenke, ne, je najlažje, pa energija je najboljša. Ne. Jaz osebno tako vidim, da mnogi mladi ljudje zamenjujejo zaljubljenost z ljubeznijo. To sploh ni isto. Ljubezen je bistveno zahtevnejša in zahteva, da ti človeka spoznaš, da mu dobro želiš, da se vanga vživljaš, da zanga tudi poskrbiš. To je ljubezen, ampak to običajno ni na prvi pogled. Ampak to zahteva eno poznavanje drugega, eno željo po spoznavanju, po razumevanju drugega. Jaz tako zelo čutim, da se ljudje zelo hitro zapletejo v ene površne odnose, ki pa jih potem bolijo. Vse njih bolijo in prizadenejo, ko grejo narazen, čeprav so bili površni in so površni. In prepozno ugotovijo, da res niso za skupaj. Ampak to potem že boli. Enega ali pa oba. Boli. Vsi govorijo vedno pač sam ne delati s svojim partnerjem. Se mi zdi, da ne bom rekla, da je enostavno. Ne. Daleč od tega. Sam se mi zdi, da ima pa pač prednosti, pa da imaš lahko globlji odnos. Pa da dejansko nekaj zgradiš skupaj. To je nekaj, kar tisti pari, ki recimo nič ne delajo tako skupaj, nič ne gradijo, ne jo doživeli nikoli. Tega občutka, da si skupaj nekaj dosegel. To je pa najin dosežek. Ko gre recimo, ko imaš otroka. Mislim, vse je dosežek to, ne? Je dosežek. Isto pri delu. Nekaj dosežeš in to je skupni dosežek potem. V glavnem, ja, moj point, mislim, da ni res, da ne moreš delati s partnerjem
na istem delovnem mestu ali Lahko. pa iste stvari ali pa v istem podjetju. Je pa res, da je pač pol potrebnega še malo več prilagajanja, pa ja, pač še malo več dela na odnosu pa postavljanje mej. Tako ko rečejo, da je fino v paru, v partnerskem odnosu, kakšne stvari zase zadržati. Ne? Nisem čist prepričana, če to res drži. Jaz sem zelo odkrito govorim s Kamenkom in vse pomembne stvari mu povem. Zdaj, če je kaj takšnega, kar mu ne povem, je verjetno nekaj, kar ni zelo pomembno. Tako. Za nas, ki takole gledamo v življenje, da je zakon sistem zaprtih vrat. Ne? To se pravi, da iščeš izhod iz problema, ne iz tega odnosa, ne da z te sobe uideš. Ker nekako ena rešitev se mora najti. Verjamem, da so hude zadeve, kje no, ampak se mi zdi, da marsikje se pa tudi kar na hiter, ko ta zaljubljenost malo splahni, pa ka žena malo sitna rata, no mož sigurno ne. Pa sem mislil, pa pejte se soliti, jaz se nam šel več, ne. To ni nič, iz tega bi mogel prestopiti, dozoreti, da gre naprej in bo siguren več sreče in še več ljubezni v takem odnosu, kad daš nekaj skozi, ne. Mislim tako, no, ljubezen res ni samo stvar čustva, daleč od tega je tudi stvar pameti in premišljenosti. Odločitve. Odločitve, ja.